Pozdravljeni na drugem oziroma na osrednjem delu te prireditve oziroma tega druženja danes, kampanja Young Together. Razmišljamo in debatiramo o človekovih pravicah, vključevanju mladih, aktivnemu državljanstvu. Okroglo mizo smo naredili kot en izgovor za to, da boste imeli več vsebine za vaše tvite, ki jih pod hashtagom Young Together objavljate na omrežju Twitter, lahko pa tudi na Facebooku, LinkedInu, Snapchatu in MySpaceu. Ta okrogla miza ima v bistvu uvod, ampak preden začnemo z uvodom, bom najprej predstavil goste, če gremo od svoje skrajne desne proti skrajni levi. Taja Topolovec, soustanoviteljica, direktorica Pod črto, prvega neodvisnega in neprofitnega medija za preiskovalno novinarstvo v Sloveniji. Pozdravljena. Zraven nje sedi Arne Zupančič, novinar, radio študent, član kolektiva Second Home Tovarna Rog. Zraven njega sedi Filip Dobranič, programer skupine Danes in Navdan, sociolog, filozof, heker in glasbenik. In na moji skrajni desni Uroš Kerl Kramberger, novinar časopisne hiše Dnevnik in glasbenik. Zdaj imamo dva glasbenika, če bi imeli tri, bi zdaj na koncu žgali še en session, tako bomo ostali samo pri besedah. Moje ime je Domen Savič, sem direktor neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja z medijsko pismenostjo, digitalnimi pravicami in aktivnim državljanstvom. Te okrogle mize o aktivni oziroma o družbeni aktivaciji se ponavadi začnejo oziroma na njej se ponavadi pogovarjamo o nekih težkih besedah, kako, ali pa o nekih težkih pojmih, kako poslati mlade na volitve, zakaj se mladi izklapljajo, kako jih je treba vključiti, kaj vse morajo delati, kaj vse ne smejo delati, zakaj so toliko slabši kot mi oziroma starejši, ker nam je bilo to jasno ob rojstvu in smo se takoj, ko smo odšli iz porodnišnice, registrirali za mladega volilca in tako naprej. Pa me zanima, pa gremo mogoče tako malo za ogrevanje, pa da ljudje slišijo vaše glasove in da preverimo mikrofone. Kaj vse vi razumete pod tem terminom družbene aktivacije oziroma ko se pogovarjamo o družbeni aktivaciji, o čem vse bi se lahko ali pa se lahko pogovarjamo? Enostavno ogrevalno vprašanje. Jaz bi rekla, da je to cel sklop enih zadev, ki jih mislim, da mi tu vsi tudi delno pokrivamo, vsak s svojim delom od informiranosti o relevantnih družbenih zadevah do debatiranja o tem z ostalimi, do potem participiranja v različnih akcijah, od tega, kar si rekel, iti na volitve, do participacije v različnih družbenih gibanjih, demonstracijah, pa tudi te stvari, ki bi jaz rekla, te bottom-up pristopi, torej kaj lahko kot posameznik naredim, da lahko da dodam nek majhen delček v reševanje teh izredno sistemskih problemov, a je to, da podpišem neko peticijo, a je to, da doniram za nek cilj oziroma aktivnost, ki se mi zdi pomembna, ali je to, da grem, ne vem, kot prostovoljec delati nekam, pač mislim, se nabor teh zadev je silno širok, kar se mene tiče. Jaz bi mogoče tle dodal to, da pač meni je ena izmed zadev, torej kako ne participirati samo kot posameznik, ampak kako pač participirati znotraj nekega kolektiva. Se mi zdi, da je v bistvu, da je to meni ena izmed temeljnih stvari, da torej družbene participacije ne gledamo več kot kaj lahko kot posameznik storiš, ampak kako lahko kot nek kolektiv, kot neka družba, manjša, uradna, neuradna, spreminjaš neke zadeve. Mislim, da je participacija absurdno širok pojem, še posebej, ko je naše vsako dejanje politično, pa pač, ko moraš kupovati tiste stvari, ki politično niso sporne, participiraš kao že v supermarketu. Se pa meni zdi tukaj ful pomembno vprašanje tega, če država, ki je nekaj, kar bo obstajalo, pa kjer prinaša neko infrastrukturo, kot je, ne vem, sodišča, policija, tudi nekatere pač, upajmo, da čim več socialne storitve, kolikšna je dolžnost države, da ponuja pač neko infrastrukturo za participacijo. Ker pač ful enostavno je iti na ulico, ful težko je pa
na kakršenkoli pomenljiv način vplivati na konkreten kos zakonodaje. Tako da mene tukaj vedno zanima, na kak način država sploh ponuja infrastrukturo, s katero se da stvari početi. Ja. Govorimo se prav o tem, kako mladi na kakšne načine participirajo ali kako vsi participiramo? Kako vsi oziroma kaj sploh, ne, da se mi zdi, da je velik problem pri tej participaciji zelo velikrat, da v bistvu sploh ne vemo, o čem se pogovarjamo in da je fino na začetku malo zakoličiti parametre, znotraj katerih se debata giblje, zato da pač sploh vidimo, ne, kaj mislimo, ko mislimo. Imam občutek, da bi težko našel posameznika v družbi, ki bi zase priznal, da nič ne počne in da se ne aktivira. Ne? Vsak gotovo na svoj način sebe vidi kot družbeno aktivnega. Ne? Je pa res, da so se mnogi ustrašili težkih časov in so verjetno kdaj tudi v kakšni debati že dobili po glavi in potem nočejo izražati sploh svojih prepričanj. Tako da nimam pa občutka, no, da bi obstajal nekaj, kar je neaktiviranost ali pa neparticipacija. Ne. Ja, mislim, lahko mi zdaj sicer rečemo, da, ne vem, da mi smo aktivni, oni pa niso, ampak mislim, da vsi v enem svojem delu življenja so aktivni. Ne? Najkasneje takrat, ko morajo svoje pravice zavarovati, ne? Takrat se vsi dvignejo, tako da lahko potencial je ogromen. No? Tako, ja. Okay. Pač mogoče vprašanje za Arneta, oziroma če se zdaj res pogovarjamo o tej razliki med individualnim pa kolektivnim ravnanjem. Ne? Zelo velikrat ali pa večino časa, ko se pogovarjamo oziroma ko mislimo družbo, je to, da rečem, neka nepovezana skupina individualistov, ne, ki v bistvu vsak po svojih močeh, ne, oziroma vsak na svoj način skušajo delovati in potem se ta sinergija ne najde, da ne rečem po nesreč. Ne, se pravi, dva gresta zasebno demonstrirati na ulico in ugotovita šele na ulici, da olej, midva pa za isto stvar. Ne. Zakaj je ta, pa dajmo uporabiti umazano besedo, kolektivizem tak problem, oziroma zakaj je v bistvu se, da rečem, tako težko zorganizirati, čeprav, ne, če bi šel, oziroma ko greš pa spraševati ljudi, ne, v svoje domove, v njihove domove, oziroma na neke, da ne rečem, osebne spletne profile, ne, v bistvu vidiš, da pa sej tle je neka sinergija. Ne. Bom jaz tle predstavljal to anarcho-komunalistično kvoto, te okrogle mize, pa bom rekel tako, da se mi zdi, da če se za začetek pač tle se ukvarjamo z migracijami in z vključevanjem migrantov, in kar je mogoče zanimiv, da na Zahodu vse pozitivne prakse v zvezi z migranti nastajajo na nivoju občin oziroma mest. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker pač mesta so realna, obstajajo v nekem fizičnem prostoru, dočim pač te imaginarne skupnosti, ki so v Evropi trenutno reprezentirane znotraj nacionalnih držav, ne, pač v bistvu lahko delajo na nivoju inkluzije in sprejemanja drugačnih, pač samo škodo, po mojem. Ne. In mislim, da pač ta imponirana, kako bi temu rekel, torej ta nujnost neke identifikacije, ki pač je v tem trenutku najbolj prisotna na nacionalnem nivoju, torej da se moramo vsi počutiti Slovenci, neki, ne? Da je to ena izmed stvari, zaradi katere ima ta neko skupnostnovanje ali pa kakršnekoli te identitete, pač mislim, da pridejo do problema, ne? Ker se mi zdi, da pač realnost ljudi, ne vem, nekje na Goričkem, v Ljubljani, v Kopru, to so pač popolnoma različne realnosti in pač težko najdeš skupno točko, če pač se pogovarjaš samo o tem, ja, vsi smo, iščeš pač neke enakosti, ki so mogoče zelo marginalne ali pa nepomembne v pač tem nekem skupnem boju. Tako meni se zdi, da je pač, da bi mogli nekako buditi to neko tradicijo
lokalne samouprave in tega necga, torej pač ne vem, recimo v Jugoslaviji je bil en ta proces tega, da se deluje kot pravi države, ne, in si imel v bistvu dvostopenjski sistem odločanja, v katerem so imele pač občine in lokalne skupnosti zelo veliko besedo pri upravljanju z lastnim prostorom in z nekimi določeni nekih politik znotraj prostora samega. In mislim, da je zdaj, ko prihaja pač do vprašanja beguncev, da je to ena lepa priložnost za to, da bi recimo samo vprašanje integracije, recimo če bi ga prenesli z nivoja države na nivo občine, bi recimo lahko zelo hitro odpravili ta kulturni, torej to kulturno dimenzijo migracij, da gre to zdaj za nek sukob kultur, kako se reče temu, spopad civilizacij, karkoli, ampak pač ga prestaviš nazaj v ekonomsko vprašanje, kar v prvi vrsti to je, ne? Torej, to, a imajo ljudje možnost tam, kjer so bili rojeni, pa tam, kjer živijo, se realizirati, živeti neko normalno življenje ali ne. In se mi zdi, da bi občine lahko, ali pa neke lokalne skupnosti ponudile več prostora, imajo se odločale vsaka zase in brez te neke nacionalne identitete, ki je ljudem sicer imponirana, tudi bistveno lažje zgradili neko novo skupnost, v kateri bi bili vključeni vsi, ki tam prebivajo, ne glede na to, a se identificirajo, ne. Ker zdaj, če pogledaš, od zadaj piše, ne, spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, kar je super, sam pač živimo v Evropi, kjer ogromno ljudi nima državljanstva, ne. Torej ne morejo niti biti aktivni državljani, če niso državljani, ne. Tako da to se mi zdi, da je ful nekih teh primerov, kjer se mi zdi, da ja, pač mi nimamo več skupnosti, zaradi tega, ker pač se identificiramo z nekimi zelo abstraktnimi pojmi. Mogoče vprašanje za Filipa, oziroma če nadaljujemo tle, kjer je Arne nehal, ne, ta razpad, recimo, da skupnosti v nekem kolektivnem prostoru, ne, nekako sovpada z vzpostavljanjem, če rečeva temu, nekih psevdoskupnosti ali pa nekih virtualnih skupnosti na spletu, ne, kjer se v bistvu skupnosti lahko formirajo in na nivoju nekega omrežja in na nivoju neke tvorbe, ki je mogoče transdržavna oziroma ki presega neke fizične meje in jih riše na novo, ne, pa hkrati v bistvu kaže na to, kako je ta zadeva, da ne rečem odklopljena od nekega klasičnega sveta. Zdaj, ko sem se pripravljal, sem v bistvu se spomnil, ne, da po Brexitu, ne, prva stvar, ki jo je večina naredila oziroma večina volilcev naredila jutro potem, je šla na internet googlat what is Brexit, ne. In mi je bil to v bistvu en zanimiv način oziroma ena zanimiva prilika, če rečemo temu, ne, o tem, na kakšen način delujemo kot posamezniki, ne, in na kakšen način se v bistvu odzivamo na kakšne zadeve z zamikom, ne. In moje vprašanje bi bilo, kdo je kriv oziroma kako, ne, če imamo tle napisan povečati kritično mišljenje, spodbujanje aktivnega državljanstva, povečati medijsko pismenost, spodbujanje demokratičnih vrednot. Kako bi mogla biti ta zadeva postavljena, da bi nam prišla recimo tako v kri, pride v kri, vsi moramo imeti Facebook account, vsi moramo tweetati na Young Together, vsi moramo pač imeti neko spletno persono. No, stvari so pač zelo kompleksne, ampak mislim, prva stvar, ko se meni zdi tukaj pomembna, je to, da ne moramo enačiti tega, da ima nekdo Facebook account ali pa Twitter account z neko dejansko, ne vem, državljansko aktivnostjo ali pa prebivalsko aktivnostjo, zaradi tega, ker imeti Facebook account nič ne stane, ne. Biti aktivni soudeleženec v lokalnem političnem prostoru, sploh v lokalnem, vedno zahteva fizičen čas pa fizično telo, ne. Na občini pa res ne moreš ničesar preko interneta narediti. Jaz mislim, da je tu treba od samega začetka si priznati to, da neko
aktivno politično udejstvovanje zahteva določeno stopnjo discipline in to se potem rešuje ali z nekimi ritualiziranimi dejavnostmi, kar je pač super uspelo nemškim desničarjem, ki se pač v nedeljo zjutraj ob 6 ali kdaj že pač zbudijo, grejo en krog po mestu, pristanejo na trgu, poslušajo 2 govora, pospravijo smeti za sabo in grejo domov. Pač nihče jih nikoli ne vidi, ampak oni vsako nedeljo ali kakorkoli že imajo te urnike, to počnejo. Ne? In tu jim to daje to možnost mobilizacije teh množic, ravno ta neka ritualiziranost, ki pa je pri siceršnji politični participaciji ful slabo organizirana. Ne? Pač to, da ti enkrat na 4 leta greš na volitve, nikomur ne uspe vzdrževati neke svečanosti tega dogodka več. In z tega vidika je treba ta ritual pač razkrinkati kot zelo fejlan. Ampak kar se tiče pa teh skupnosti, ne, in na kak način se formirajo, internet je res odprl ogromno nekih prostorov, ki jih naseljujemo z virtualnimi telesi in se družimo z ljudmi in tako dalje. Ampak nažalost, ne, zakaj te stvari ne delajo, ni zaradi neke inherentne narave interneta, ampak zaradi inherentne telesnosti pač našega obstoja. Ne glede na to, v koliko različnih skupin se mi lahko organiziramo na internetu, država še vedno primarno vrši oblast nad našimi telesi. In zaradi tega je pač internet v veliki meri pač impotenten, ne da se spremeniti nečesar, ker se ti dejansko moraš boriti proti nečemu, kar kontrolira tvoje telo. Sicer govorimo o tem, da ti ljudje nimajo državljanstva, ampak kontrola je žica na meji, ki je prepreka ne za ker si ljudje upajo in skočijo in umrejo in svašta se zgodi, ampak je prepreka za telo. In učinkovite rabe omejevanja, pač, ki jih država lansira, so vedno pač omejevanja telesa. In ta naša telesnost nam preprečuje, da bi te neke skupnosti, ki smo jih zgradili na internetu, učinkovito, vsaj po moje, lansirali v nek mesni svet. Ne? Zelo redko se to zgodi. Ko je bila akta, recimo, se je to zgodilo. To se je zgodilo učinkovito, ker je veliko ljudi takrat imelo ful nek močan interes. Skupnost je bila transnacionalna, organizirana je bila čez celo Evropo, ampak what mattered, kar je bilo pomembno, je to, da so ti ljudje potem šli s svojimi telesi na ulico. Ne? Pa je protest najbolj banalna oblika. Mogoče ravno, če dodava, ne, oziroma če te kar naprej vprašam, ravno akta, ne, oziroma vsi smo imeli še nepar, pa recimo za nevtralnost interneta, pa za v bistvu, vse so bile tudi neke druge kampanje, ki mogoče niso bile tako strogo povezane s samim internetom, da ne bo tako izgledalo, da se ljudje na internetu zbudijo samo takrat, ko je vprašanje internet, ko je pa vprašanje davki in vse ostalo je pa, samo da internet dela. Ne. Ampak kaj, a znamo nekako, pa mogoče vprašanje za celo omizje, a znamo ugotoviti trigger, ki ga moraš dati v smislu kampanje, ne, tako kot ti recimo, ne vem, oglaševalske agencije prodajajo, ne, morate imeti 2 influencerja, morate imeti 3 hashtage, pa vsaj 10 ljudi mora v tem tweetati, ne. A obstaja na področju družbene aktivacije pri tem prelivanju iz online v offline, a obstaja nek just push here? Jaz mislim, da to je ravno pač trik sodobnega kapitalizma, ne, ki pač to logiko prevaja na vse oblike pač podružbljanja, ne, in pač ni takega stikala za politiko, ne more biti. Ampak če ostanemo pri oglaševalcih, tudi oni so v zadnjih desetletjih pač lansirali to paradigmo push here, pa se bodo stvari zgodile, ki ni resnična, pa ni v praksi izvedljiva vedno. In recimo oglaševalci avtomobilskih znamk imajo čisto drugačen pristop pri oglaševanju in njihove dejanske strategije so dolge 20 let, ker predsednik BMW-ja, pa predsednik Ferrarija, pa marketinški oddelki tam vejo, da ti morajo kazati te reklame, odkar si ti majhen otrok, da potem s časoma odrasteš v človeka, ki bo kupil BMW-ja. Nobenega BMW-ja, sales cycle od ene BMW-jeve reklame na TV-ju do prodaje BMW-ja pač ni leto, ampak je nekaj desetletij. Jaz mislim, da če hočemo politiko pač, ali pa politično aktivnost lancirati na tak način, je treba razmišljati o teh vrstah kampanje, ne pa push here, da se to zgodi. Ok, pa mogoče vprašanje za Uroša, tako zmeri mi je nehvaležno, ker on je tak fajn človek in potem mu zmeri mečem taka vprašanja v smislu, ti zdaj predstavljaš množične medije in množični mediji so nekaj najslabšega in grozen, ne? Ampak vseeno, ne? Mogoče ravno to vprašanje, ne? Zakaj, malo samo refleksije,
zakaj dobri ljudje znotraj medijske industrije, ne, ki vas je nekaj ali pa ki nas je nekaj, mogoče če malo razširim definicijo, ne, zakaj pustimo oziroma zakaj puščamo da se dogajajo pač slabe stvari oziroma da grejo mediji, da mediji pač ne razumejo te svoje vloge oziroma a delamo oziroma a je to, kar delamo in recimo, da delamo vse, kar lahko, a je to enostavno premalo, da bi se ta ladja nekam obrnila oziroma da bi mediji ukapirali svojo vlogo. Da te ne obesam čist na štrik. Nisem toliko črnogled. Dejansko veliko je dobrih novinarjev, ki mislijo svojo družbo, svojo skupnost, ne razmišljajo o pač zasebnih interesih, še zdaleč pa ne o interesih svojega lastnika, oziroma lastnika medija, no, ne, to, kar je sicer popularna perspektiva. Je pa tle morda paradoksno to, da je eno od načel delovanja medijev pa novinarstva svoboda. In če si ti jemlješ svobodo, jo moraš tudi drugemu pustiti, kolikor se to prozaično sliši, ne. In zato ni možen znotraj medijskega sveta kakšen močen mehanizem regulacije, ki bi kar izničil negativne pojave, ne. Tako da imam pa vseeno občutek, no, da so negativni ali pa te nekonstruktivni pojavi v medijih bolj verjetni takrat, ko gre družbi tako ali tako dobro, ko ljudje niti nimajo prevelikih težav, ne. Seveda, ja, obstaja revščina, obstaja, ne vem, čakalne vrste, ljudje ne morejo, ne, do zdravnika in tako, ampak in o tem seveda pišemo in se tega zavedamo in tudi neke strukture se s tem ukvarjajo, ampak to verjetno še ni toliko hudo, no, ne, mislim, ljudje ni nekih množičnih kršitev človekovih pravic, govorim samo o tej družbi naši, ja, ne, razen pač seveda do tujcev, ne, tle, to je drugo, ne, ampak zdaj, če govorim samo o tem našem kontekstu, imam pa občutek, da takrat, ko pa gre za nohte, takrat se pa tudi ljudje vrnejo nazaj k medijem, k kakovostnemu novinarstvu, ker nujno to potrebujejo, zato da si sploh uredijo misli o svojem položaju, ne. In takrat imam občutek, no, ali pa upam, da bodo, če bo do tega prišlo, ali pa če pride do tega, takrat tudi odpadejo ti nekonstruktivni fenomeni v medijih in se ljudje vrnejo k po mojem prav k prepoznavnim novinarjem, mnenjskim voditeljem, ki jih imajo pa že desetletja, a ne, v mislih, to so starejši, izkušeni, modri, ne, prosim? Ne, se vrnejo k Tanji Starič, ne, k Meti Roglič, torej takrat, ko jih potrebujejo, jih bojo našli, no, ko jih, ne, tako nekako. Ok, pa mogoče za tajo vprašanje. Ti si imela, če za trenutek še ostanemo pri medijih, pa se bomo premaknili še na druge probleme oziroma na druge prostore, ne, ti si imela skozi svojo, je rekel, dramatično kariero, ne, v bistvu priložnost izkusiti nekih več različnih, da rečeva temu, oblik medijskega ustvarjanja oziroma medijskega delovanja na trgu, ne. Zdaj nazadnje, pred 4 leti, ste ustanovili Pod črto, ne, in Pod črto je zdaj v bistvu, to te pol zmeri, zdaj sem se spomnil, ne, vi ste v bistvu, zelo grdo bom rekel, ne, slovenske novice za državo oziroma za državne aparate, ne, ker ko bereš v bistvu poročila, ne, oziroma ko bereš vaše preiskovalne
a imate nek termin, preiskovalne zgodbe, članke, ne, je v bistvu vse grozen. Ne, ni vse grozen, ne? Ok, dobro, pol imam sam jaz srečo, ne? Da v bistvu, da je zelo velikrat ali pa zelo velikrat opozarjate, kar je tudi prav, ne, na sistemske probleme, na to, da se v bistvu sistem do določenega problema ali ne zna opredeliti, ali ga ne zna učinkovito reševati, ali ga uno. A znaš pač iz vseh teh zgodb, ki ste jih naredili, pa ste pokrivali in zdravstvo in okolje in druge družbene teme, a se ven tolčejo neki keywordi, če rečeva temu tako, unih problemov, ki so res pri vseh zgodbah isti? Ja. Na nek način je to del, rečemo ta mozaik v temu, kar sta rekla zdaj Arne in pa Filip. Ne? Pač, mi se ukvarjamo na Podčrtu z eno zelo specifično zadevo in sicer s tem, kako ne bi sistemsko reševali neke velike probleme, s katerimi se kot družba soočamo, ali je to vprašanje globalnega segrevanja, ali je to vprašanje delovanja pravne države, ali je to vprašanje socialne države, ali pa dostopa do zdravstvenih storitev. In seveda je mogoče vse te zadeve reševati za to bottom-up akcijo do neke mere, ki pa kot smo že vsi, mislim, da se vsi strinjamo in pa tudi konec koncev vsi izmed nas, mislim, da smo v življenju veliko participirali v tovrstnih akcijah. Pač problem te akcije je, da mora biti dolgotrajna in usmerjena in organizirana. Dolgotrajna organiziranost pa ni lastnost včasih teh ad hoc družbenih skupin ali communityjev, ki se formirajo okoli neke težave. In naša hipoteza, oziroma predpostavka, ko smo naredili Podčrto in se s tovrstnim novinarstvom začeli ukvarjati, je, da če želimo neko demokratično in delujočo družbo, mora v bistvu sistem države delovati. Mi ne moramo imeti nedelujoče države, ki je represivna, ki krši pravice posameznikov, ki ne zagotavlja socialne zaščite najšibkejših, ki ne zagotavlja dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe za vse in potem iz skupnosti z aktivizmom, z humanitarnimi akcijami reševati sistemskih težav. Ker mi se lahko organiziramo in zberemo denar zato, ker je nekomu pogorela hiša. Ampak ne moramo pa se organizirati dan na dan zato, da bomo 1000 otrokom plačali osnovno zdravstveno oskrbo v UKC-ju zaradi tega, ker država tega ne bo več zagotavljala. Pač tudi ni namen tovrstnih humanitarnih in pa pač skupinskih akcij, da bi v bistvu reševale državne splošne družbene probleme. In ko si ti na primer rekel, pač ja, to bom uporabljala ta primer, prenos odgovornosti za integracijo beguncev in pa skrb zanje na raven občin. Mi smo na primer v teku preiskav, ki smo jih naredili na Podčrtu, ki se sicer niso ukvarjali z prav tem vprašanjem, ukvarjali pa smo se na primer z vprašanjem dostopa do zdravstvene oskrbe, do osebnih zdravnikov, do kakovosti zdravstvene oskrbe, zakaj na primer obstaja takšna razlika v Sloveniji med tem, kako zdravi so ljudje glede na to, kakšno je ekonomsko stanje občin. In stvar, do katere pridemo pri tovrstnih temah, ki se ponavlja, je pač, da država rabi neko politiko in perspektivo, ki jo mora voditi, da se ne more tovrstnih sistemskih težav prenašati na skupnosti oziroma na občine, zaradi tega, ker je občin toliko in pa zaradi tega, ker so občine ekonomsko tako različno močne. Pač mi imamo občine, ki so izredno revne. In ko pogledaš in ko greš gledat pač razne kazalnike po teh občinah, v revnih občinah je pač tudi zdravstveno stanje najslabše, na primer. In zdaj, na primer, si predstavljamo, da imamo revno občino, ki je ravno na nekem geografskem mestu, čez katerega gre večina beguncev ta trenutek. Hipotetično, pač ni prav stališča nas kot družbe, da zdaj na to najrevnejšo občino prenesemo, ne oni iščejo na svoj občinski ravni rešitev, kako se bodo ukvarjali z problemom, ki ga imamo ne samo kot mi, kot država, ampak v bistvu, ki je problem celotne Evropske unije. Pač, in zaradi tega se mi sistematično usmerjamo na to, na kak način, z kakšnimi ukrepi, ki so izvedljivi,
naj bi se pač sistemsko spreminjalo zadeve, torej zakonodajo, da bo primerna, ker vemo, da dosti časa traja. Da včasih greš za to, da se s tem problemom sploh sistematično ne ukvarja, ne obstajajo podatki o tem, kje pravzaprav je problem in kako bi bilo treba prijeti, samo vsi vemo, vsi vemo, da nekaj je problem, ampak ne znamo ga pa niti prijeti, ne. Tako da zato so mogoče z tega stališča tebi in naši članki včasih depresivni, ker mi res potem analiziramo, ja, ampak kaj pa pravzaprav je problem tukaj zadaj, ne. Ampak naš namen je v bistvu ta drugi korak, torej ugotoviti, kaj je bistvo tega problema in pa kako naj bi se ga rešilo z nekimi sistemskimi rešitvami, na katerega potem lahko dodajamo aktivno državljanstvo, pa participativne proračune, pa e-demokracijo, pa aktivacijo skupnosti, ampak ni namen, da skupnost sama rešuje osnovna vprašanja, kot je, dostop do zdravstvene oskrbe. Mogoče mikrofon do Filipa, pa vprašanje iz tega, da ne rečem geekovskega, oziroma spet mogoče, ti tako, on reprezentira slabe množične medije, ti reprezentiraš cel internet, no pressure. Kako v bistvu, pa to imamo že večkrat debato, ne, o tem tehnodeterminizmu oziroma o tem, ne, kako je prvi korak do dobre odločitve superračunalnik, ne, ki ti v bistvu pofura oziroma ki ti v bistvu zmelje vse podatke in ti potem na nekem A4 printoutu reče 42 in pol ti nekaj naredi s tem. Kako ti razumeš to v bistvu, oziroma tako, a se mogoče v tem trenutku preveč zanašamo na neke podatkovne zbirke ali pa na neke podatke in jih v bistvu uporabljamo za to, da so do neke mere opravičilo za to, da nič ne naredimo. V smislu, rabimo še več tega, rabimo še več 42, rabimo, 10 printatov, ne samo enega. Tako iskreno jaz mislim, da ne, da se to ne dogaja, ampak da to ni veseli, ne, kao ne bo se to zgodilo, se mi zdi, da je treba počakati še par let, pa se bo to zares na harda začelo dogajati in bo slabo. Ampak to je zdaj te vse prakse dataizacije družbenega življenja imajo tudi pač zelo dolgo zgodovino, ne, in ponavadi ljudje začnejo to zgodovino, ker je ful dramatičen trenutek, ampak je zelo dober kos informacije, da je IBM firma sodelovala z NACI in je v bistvu prodajala sisteme računskih strojev za štetje prebivalstva. In IBM je dizajnal kartice, v katere so potem SS-ovci sam luknjice notšopali, zato da so pač imeli nacisti hardcore optimizirano štetje prebivalstva, da so lahko našli ljudi, ki jih niso hoteli in so potem ti ljudje pač šli ven. No in tip, ki je to prodajal, tip, ki je pač takrat vodil IBM, mu je bilo ime Watson in ironično je pač IBM ta svoj trenuten najboljši računalniški poimenovalo po tem človeku, ki je pač nacijem dajal tehnologijo za handlanje tega, kdo je Žid pa kdo ni. In ta ista tehnologija se recimo danes uporablja na mejah, da se ljudem določa tako imenovan terrorism score. O tem vemo ful malo, ker imamo samo nekaj screenshotov, ki jih je pač ena novinarka zrihtala, nihče, ki bi bil pripravljen o tem govoriti, če tega ni videl v podrobnosti. Ampak tukaj je ta problem, da zelo hitro se ta tehnologija uporabi na najbolj nerešljivih problemih. Torej ljudje jo uporabljajo takrat, ko so obupani, ker ni še del vsak dana, ker imamo cel kup nekih procesov, za katere smo prepričani, da jih bolje delajo ljudje, ne. Vprašanje je, zakaj je javna uprava še vedno delana veliko bolj s človeškimi rokami, kot handlanje beguncev, ko bi moralo biti ravno obratno, ne. Vozniško dobiti je čisto okej, če to naredim z računalnikom, nekoga, ki je pač zbežal in se pojavil na naši meji, je pa treba pohandlati z oči v oči. Ampak dogaja se ravno obratno, predvsem zaradi tega nekega hajpa, kako je to super, pa tudi zaradi tega, ker so ti najtežji problemi najbolj dovzetni za velike budžete in konsultantsko prepričevanje. Torej to, ko pridejo velike firme in že danes velika podjetja prodajajo slovenski državi software, ki ni bil nikoli resno testiran na trgu, ampak pač že imamo lobiste, ki pač z dveh enih največjih firm, ki se z takimi stvarmi ukvarjata, pač probajo slovenski državi to prodati. In samo vprašanje časa je, kdaj se bo pojavil uradnik, ki bo imel točno ta prav budžet, pa točno dovolj veliko krizno situacijo, zato da bo dal pač to neko neznano stvar gor in takrat se po moje začnejo stvari močno komplicirati. Zdaj,
prej smo govorili, ne, da se uporabil bom lep slovenski izraz, kondicioniranje nakupa Mercedesa, kako se to reče, hočem reči ravno to, da te kondišnajo, da te v bistvu umasirajo, da pripravo nakupa, ne, da traja več generacij, vzgajajo, tako, evo, da te v bistvu vzgojijo zato, da potem si suveren v svojem nakupu avtomobila, ne. Recimo v politiki oziroma v nekem tem aktivnem državljanstvu, participaciji, kjerkoli termin že uporabljamo za nekega normalnega državljana, jaz temu rečem, ne, pa mi je potem zmeri všeč prilika Vuka Čosića, ki reče, a veste, kako se je v stari Grčiji rekel človeku, ki nič ne sodeluje in skrbi sam zase, idiot, ne. In to takrat ni bila žaljivka, ne, ampak je bil to nevtralna oznaka za pač zasebnega posameznika. Pač se pravi, niso imeli takrat tega frameworka, da bi bilo to nekaj slabega, to je bila pač oznaka, tako kot je zdaj oznaka Ljubljančan pa Mariborčan. Ampak ki je brez neideološka in brez nekega emocionalnega okvira. Ampak če gremo nazaj k temu uvajanju, ne, vsakič, ko recimo rečemo, ne, da bomo imeli v šolah recimo medijsko pismenost ali pa državljansko vzgojo ali pa še ene par teh karate terminov imamo, ne, vsi rečejo, ne, ali pa je zelo glasna, ne bom rekel vsi, je zelo glasna interesna skupina, ki reče, to je pa zdaj una scena iz Pink Floyd, We don't need no education, vi zdaj mečete ljudi v mesorezenco in delate iz njih neke opeke za zid. Ne? To je zdaj, država je enako totalitarizem, ne? Državljan je enako dron v totalitarizmu. Kako smo prišli do tega in kako frejmati to razpravo na ta način, da bo pač državljan, ne, da pač ne bomo rekli, da je edina izbira oziroma da imamo raj idiotese kot državljane. Pa lahko tudi Jaz bom mogoče malo razočaral, jaz v bistvu tako zelo globoko v sebi pa skoraj da instinktivno prikimavam tem ljudem. Jaz mislim, da obstaja zelo velika nevarnost za opeke, če se take stvari dela, še posebej, če se jih zastavi kot predmete v šoli. Mislim pa, da je tu primarno imamo problem v brandingu. In predvsem to, da politična aktivnost je neka praksa, ali pa kot filozof bi rekel, če smo se o Grkih pogovarjali, praksis, ne. In je treba kot tako to stvar vzgajati in recimo jaz sem veliko večji fan tega, kot da bi imel predmet državljanska vzgoja, bi rad imel glasovanje o tem, kakšne so sladice ta teden v šoli. Ali pa kako naj bo pobarvana stena, ali pa neke trivialne stvari, ki jih pač lahko 10-letniki pa 12-letnice odločajo, zato da se jih uvede v to neko prakso skupnostnega soodločanja, ker mislim, da tega ni več, ne. Zdaj sicer v zadnjih mesecih sem ful pod nekim vplivom nekih arhitekturnih tekstov, ampak ful opažam, da recimo tudi v mestih, s tem, ko se spreminja podoba mest, se spreminja podoba političnega udejstvovanja ljudi, ne. To, da so pač recimo lokalno igrišče za košarko, je prostor ful ene kvalitetne interne politike, odnosov, pravil, razsodišč, kdaj ima kdo čas, a se lahko kdo pridruži, kakva so pravila, kdo določa pravila teh trojk zdaj na tem igrišču. In s tem, ko to izgubljamo, ful izgubljamo tudi neko vsakodnevno prakso politiziranja ali pa pač upravljanja z nekimi prostori. In manj, ko je tega, manj nam je jasno, ne? In se mi zdi, da bi morali v šolah odpreti ta prostor, bolj kot dati nek predmet, pa medijska pismenost je tu nekaj drugega po moje, ampak bolj kot dati nek predmet tega, kaj je državljanstvo, bi morali pač narediti šole za, pod narekovajem, zelo velikim države v malem, ne? Kjer obstaja nek demokratični mehanizem za neke trivialnosti v krajni fazi. Ja, jaz sem ta človek, ne sem da prikimavam, torej jaz tudi mislim, da država je inherentno totalitaristična in da to vzpostavljanje hierarhij je nekaj, kar se dogaja mogoče zadnjih 5000 let človeške zgodovine, ne pa nekaj, kar pač bi bilo tukaj večno in nujno in pač neka, ne vem, božja ali ne vem kjera pač danost. Se mi pa zdi, da ena stvar, ki se pri nam dogaja recimo lih s to vzgojo, ne, je recimo to, kako se
policiranje normalizira. Ne? Zdaj mi smo 25-27 let nazaj dosegali te tisočletne sanje, smo si ustanovili lastno državo, arabski pregovor pravi, da lastna država pomeni to, da te policija interogira in muči v tvojem jeziku, ne? In tukaj pač ta neko navdušenje nad tem v bistvu je zakril lih to, da mi nimamo recimo, če ostanemo pri primeru te militarizacije, nimamo več obveznega služenja vojaškega roka, kar pomeni, da je to popolnoma ločeno od celotne populacije, ne? Imamo pa totalno se je povečalo število recimo varnostnikov. Varnostni sektor je definitivno najhitrejši rastoč sektor od osamosvojitve Slovenije naprej. Iz praktično nič je prišel na to, da pač ti ne moreš se več sprehajati naokrog, ne da bi videl varnostnika. V teh prostorih je varnostna služba G4S, ki vemo pač, kaj dela recimo v Palestini, a ne? In pač ista služba je tudi tukaj. In varnostniki, policija, redarstvo, vojska in vedno več teh stvari recimo, ne, je pač neka ta vzgoja, ki ti potem po teh 27 letih seveda neke nadstavbe, ki je pač to, da je nacionalna država dobra in nujna in končni cilj razvoja vsakega naroda, ti prinese to, da je pač pol normalno tudi to, da mi recimo s to policijo rešujemo vse težave, ki jih imamo, ne. In ni več tega, kar si ti govoril in se mi zdaj si ful lepo povedal, torej da znotraj nekih javnih, poljavnih prostorov, znotraj nekih skupnosti smo opolnomočeni za to, da vsakdanje probleme rešujemo čim bolj sami in ne sami kot posamezno, ampak kot pač neka bolj ali manj zaključena skupnost, ki pač lahko ima neke vzvode nagrajevanja, discipliniranja in tako naprej in tako nazaj. Ne vem, če je to nujno bolj surovo od tega, da dobiš to, kar si rekel, torej da se na najšibkejših v družbi vedno testira te najbolj razčlovečujoče sisteme nadzora, ne. Mogoče samo še to, prej, ko smo se pogovarjali o telesu, ne, meni je ful fascinantno to, kako Afganistanci recimo prinesejo s svojim telesom Afganistan v Evropo, ne. On, ko je tukaj, on ni v Evropi, on je še vedno Afganistan, ne. Njegova prekernost njegovega obstoja, torej lakota, ekonomska nesigurnost, strah pred deportacijo, strah pred nasiljem strani policije, desničarjev, kogarkoli, to je nekaj, kar ni evropsko, kar je, a veš, kar on prinese s sabo in v tem se mi zdi pač to, ta totalnost teh teles in ta fizičnost, nekaj, iz česar bi mogli izhajati in nekaj, kar bi mogli, pač na čemer bi mogli delati. Jaz se sicer ne bi strinjala, da ni evropsko, če si bel, pač pripadnik, mislim, torej pravilne barve kože, veroizpovedi in pravilnega heteronormativnega spola, potem verjetno to drži za tebe. Jaz bi tu mogoče dodala neke vrste odgovor na tvoje vprašanje, ki si ga prej zastavil, in sicer jaz, mislim, mediji imajo v družbi cel kup enih funkcij, ne vem, od bazičnega obveščanja v smislu, kaj točno se je zgodilo in v kateri pogreb bo jutri, do tega, da so dejansko, mislim, da dejansko ima novinarstvo opcijo, da državo nadzira na določen način. In naprimer, pač mi pri Podčrto, mi vidimo svojo funkcijo res v tem watchdog novinarstvu, v smislu, malo posameznikov ima možnost in pa moč nadzorovati državo na mestih, kjer je najbolj represivna. Torej, naprimer, zelo težko je nadzorovati delovanje policije, naprimer stališča posameznika ali pa neke organizirane skupnosti, ki bi se skušala naprimer upreti policijskemu nasilju ali pa določenim praksam, ki se nam dogajajo, posebno, če so te prakse uporabljene na njih, kar vedno so, tudi če bi se ta skupnost organizirala do mere, da bi šla na ulice, v bistvu bodo te iste policijske prakse uporabljene na njih. Isto se ta skupnost težko upre zadevam, kot je naprimer surveillance oziroma delovanje, ne vem, obveščevalnih služb.
lahko do določene mere, če naprimer, ne vem, zahteva stvari kot pač treba je pač zmanjšati nadzor na države, treba ne vem, ali pa ne vem, dajmo se zaščititi v smislu, dajmo kriptirati svoje podatke, pazimo na to, kaj objavljamo na internetu. Ob tem, mislim, pa so seveda tu skupine, ki so najbolj šibke, migranti, revni, brezposelni, invalidi, ki pa dejansko, če se nekdo ne postavi za njih, pravzaprav sploh nima vzvoda, da bi prišli do glasu oziroma do neke družbene moči, oziroma so oni v tako prekarni poziciji, da se sploh ne morejo izpostaviti zaradi tega, ker je to pač vprašanje med življenjem in smrtjo. Pač, če sem jaz, ne vem, nelegalni migrant oziroma begunec v neki državi, pač kaj pa lahko naredim v smislu neke družbene aktivacije, ne da bi to že avtomatsko pomenilo, da bom čez 3 dni nazaj v Afganistanu, kjer me bodo ubili. Tako da, to z mojega stališča ali pa z našega stališča je pač tu v bistvu najpomembnejša vloga medijev, torej govoriti o zadevah, sistemskih zadevah, na katere je zelo težko vplivati bottom up oziroma kot posameznik ali pa organizirana skupina posameznikov. A gremo še okrog ali? Zdaj smo šli v različne smeri, tako da lahko sam majčkeno se navežem na različne, sem si napisal. Zdaj, kar se tiče vloge novinarjev in etabliranih medijev, nas, ta groznih. Jaz si domišljam, ker sem del tega in sem vesel, da sem del tega, da imamo vendarle pa množični mediji, ki smo del enega institucionalnega pogleda na medije, 24 ur, Delo, Večer, RTV Slovenija, Dnevnik. En poseben vpliv v politiki, ti si rekla, smo watchdog, smo, in to tak, ki se nas, da ne bo prehudo zvenel izraz, kar malo bojijo. Tako da vice, ko pride do kakšnega perečega vprašanja, se zelo trudijo, da bi napeljali svoj diskurs politični na naš mlin. Seveda pol z ukrepi vedno presenetijo v nasprotno smer, ampak vsaj lahko si domišljamo, pa smo tudi že opazili, da ne grejo vse tiste skrajnosti, ki so se najprej nakazovale, zato ker vejo, da v teh naših medijih, seveda v vseh medijih, ampak nekako v parlamentu so res naročeni tako na Delo, Večer, Dnevnik, to je tisto, kar berejo recimo. In v klipingu imajo, pardon, da ne bo tako zvenelo, ampak tako jih skrbi, kaj bo naslednji dan pisal, in pa pazijo na to, na ta odnos. Tako da tukaj je neki veliko pozitivnega v množičnih medijih. Zdaj bom malo skočil na drugo, ker sem ujel par fajn momentov. Kar se tiče šole in totalnosti nadzora v šolah, čist iz osebne izkušnje lahko izhajam, ker sem vsak dan zjutraj ob 7:20 tam oddam otroke. Opazil sem, da seveda obstaja ta sistem z veliko začetnico, ki te zmelje, ampak da ni pa odnos v nasprotno smer čist pasiven. Tukaj moram veliko priznanje dati učiteljem in ravnateljem, res se trudijo in to do ravni izčrpanosti ta sistem premagati. Se pravi, oni niso uslužbenci sistema, ampak njih tudi ta sistem melje. Je fascinantno to opazovati, kako v pogovoru prepoznaš v bistvu njihovo frustracijo, ker imajo nad sabo res ta nadzor, ampak potem pa v bistvu skušajo vsak na svoj tisti mali način, ki ga mogoče niti ne prepoznamo. Morda bi kdo stereotipno mislil, da ta učiteljica gre pač ob 12:30 domov in doma, sadi na vrtu. Ni res. Ona veliko o tem razmišlja, kako premagati totalnost sistema in kako otroke vendarle vzgojiti v aktivne prebivalce, da ne govorimo zdaj o državljanih.
In ja, tudi všeč so mi predmeti, kot je medijska vzgoja, za državljansko ne vem, ker še nismo do tja prišli, medijsko pa že imajo, oziroma imajo novinarski krožek, zdaj govorimo o osnovni šoli. Zdaj pa sem še to, kar se tiče pa srednjih šol, pa moram predstaviti, ker se mi zdi dober projekt dnevnika Obrazi prihodnosti. Morda ste že slišali za njega, torej sodeluje vsako leto več gimnazij in srednjih šol, do 150 mladih novinarjev, ki sicer na šolah izdajajo svoja glasila, potem pa za dnevnik pišejo članke, oziroma tako, po 2 strani dobi vsaka šola. Taka gužva je, da jih imamo v pomladnih mesecih tudi po 3 na teden, vsi hočejo biti zraven. Res, zdaj v zadnjih 2 letih se je to zelo populariziralo, imajo pa zelo veliko svobodo pri ustvarjanju. Jaz delam recimo vsako leto za gimnazijo Idrija in imajo toliko proste roke, da jih je kar malo strah in potem se vračajo k meni in jih sprašujejo, kaj ćemo zdaj narediti, in vedno rečem, lej, ti veš, kaj moraš narediti. Ne? In to je pa v bistvu en zelo visok nivo družbene aktivacije mladih, ki pa ni omejena samo na njih, ki pišejo, ampak to smo preverjali, ne, tudi njihovi sošolci potem berejo, kaj so oni pisali, ne, tako da fajn zadeva. No, ja. Ok, hvala lepa Uroš, ker gremo zdaj počasi proti temu zadnjemu delu, bom jaz v tem trenutku odprl vprašanje oziroma povabil še publiko. Če ima kdo kakšen komentar, kakšno mnenje, če smo se kakšne teme premalo dotaknili, če ste mislili, da se bomo o čem pogovarjali, pa se nismo, dajte, mislim, dvigati roko, pomahati, pa vam bom prinesel mikrofon in vam dal besedo, da ne bomo se zdaj tle preveč. Drugače imam jaz še polno vprašanj, to ni problem, bolj je to, da se ne pogovarjamo o teh zadevah tudi z vami oziroma, ja, ok, samo trenutek. Ok, jaz sem Biserka Simčič, vi ne veste prej, sem iz Urada za migrante. Jaz sem zelo pozorno poslušala vse vaše odgovore, z večino se res strinjam, poznam vaše delo, berem vaše članke, pač sem nekako deformirana, ker sem vrsto let že v državni upravi, da vsako jutro tako križno preberem, kliping ta in drugi in svoj in uradni. Pa morda samo nekaj, ne vem, če ste kdaj že razmišljali, to se mogoče vas toliko ne dotika, ker vi pod črto le vseeno nekako čez čas še kaj spomnite in opomnite, ampak morda sem replika na tisto vaše, ker ste rekel, da kako se bojijo, na nek način bojijo, ste lepo hotel povedati, politiki vsak dan vaših člankov in to pričakujejo. Morda samo nek popravek ali pa za razmislek v prihodnje. Veste, jaz sem bila velikokrat priča, bojijo se natanko en dan, tisti dan, ko preberejo, ker potem, ko preberejo, imajo PR, sestanek in vse in je odgovor vedno, ne skrbite, saj to bo pisalo sem 3 dni, pa ne bo pa noben več o tem rekel. In enostavno je kultura v politiki taka, da dejansko vsi, ne glede na leve ali desne, imajo to v glavi, se tega zavedajo in so pripravljeni še vedno delati vse, kar želijo, vse neumnosti, vse nepravilnosti, ker imajo vedno v backgroundu to, samo 3 dni bo to pisalo, največ en teden, če je zelo zanimiva tema. Vi ste rekli, naprimer dostopnost zdravstvenih storitev, jaz osebno se res borim in ukvarjam sigurno na tem področju že vrsto let, pa nikamor ne pridemo, pa vse z dokazi podkrepimo, kje so nepravilnosti, enako morda, ker poznam zdravstvo, srčna kirurgija in vse to, vse veste. Res, 3 dni in konc in tega se politiki zavedajo. Mogoče bi mogli tukaj vi malo razmisliti, pa kakšen premik narediti, da je to malo drugače, ker drugače ne bo preboja. Z nekakršnim načinom dela. Dajva s tem. Ja, tukaj so neke morda celo objektivne omejitve, koliko časa traja pozornost publike, ne. Ja,
Ne vem, a so to biološke omejitve, nikoli se nisem s tem ukvarjal. Niso. Poglobljene, niso, ja. Aha, se pravi, ja, parlament jim lahko serviraš vsak dan, pa ne bo nikoli se izpel, ne? Kot nekdo, ki od 11. septembra do mogoče res, da ne bom rekel 11. decembra, sprašuje Telekom, zakaj oglašuje na sovraštvu, se mi zdi, da ta in je v bistvu kampanja fokusirana za to, mislim tudi v to, da navdušuje ljudi, da se ukvarjajo s to temo in se ljudje še zmeraj ukvarjajo s to temo. Vreme je tudi vsak dan v medijih, pa noben ne reče, spet to vreme. Ne? Sam tok. Ja, skratka, to so domene uredniških odločitev, v katere pa tudi jaz nimam vpogleda. Tako da ja, razmišljamo o tem, ja. Imate prav, gospa, ja. Hvala. Ja, mislim pač sistematično ukvarjamo prav s tem, kako je mogoče enkrat potem, ko razkriješ, ker ja razkrit, ko imaš dobro zgodbo in podatke, seveda razkrit je enostavno na način, da javnost pograbi neko zadevo, sploh če je zadeva. Pozornost publike in kako, kje na kateri ne dela? Sorry. In na katerih točkah v bistvu iti nazaj do odgovornih in reči, ok, kaj ste pa zdaj naredili? Pač to ni, ena stvar je to, ja, kako, da pač mi pri sebi vidimo, pač ko prideš zgodbo ven, je zadeva mnogo bolj brana in odmevna, kot potem, če ne vem, skušaš čez 3 mesece ali pa 6 mesecev ugotoviti, kaj se je pravzaprav spremenilo. Pa še ena stvar, ko to delaš, moraš zelo, zelo dobro vedeti, da boš na pravi točki šel do odgovornih, da ne boš takrat, ko je ravno nek zakon, katerega so obljubili v usklajevanju, hodil in spraševal, pač, kaj delate, ker ne boš dobil nobenega odgovora. Tako da, kar pa potem v bistvu nekako obrne logiko novinarskega dela v smislu, da se mora naenkrat namesto na dogajanje samo novinar in pa urednik obadva fokusirati na same procese delovanja in kaj se pravzaprav dogaja v ozadju, ko še ničesar ni za javnost in kdaj je tista točka, ko je mogoče spet pritisniti na odločevalce oziroma na odgovorne, da bodo dali od sebe nek odgovor ali pa zavezo, da bodo nekaj spremenili. Toliko od mene. Neki kontinuitete seveda je tudi v medijih, kot so v teh tradicionalnih. Vsak ima svoje področje in ves čas ve, kaj se dogaja, ne prodre pa vedno v omejeni prostor, ki je namenjen tisti dan ali pa tisti teden. In veliko potrpljenja je treba imeti. No. Mi res delamo na dolgi rok. Če politiki mislijo, da bo trajalo 3 dni, res traja takrat 3 dni, ampak smo pa kar zelo pamtilo. No. Zapomnimo si, če ne drugega, imaš en slab občutek, da in ko pridejo volitve, čez 3 leta recimo, veš, da s tem politikom je bilo nekaj narobe. In greš lahko nazaj pogledati in takrat spet odpreš to vprašanje. No, tako da je ena kontinuiteta. Je pa res, da so oni vmes že zakon sprejeli, ja, tako da tle pa pač ta dinamika je zelo zapletena. Ja, meni se lih pri tem zdi, mi medije dojemamo zelo statično, pa se mi zdi, da lih ta beseda medij pomeni, da ti si pač neka sfera, ki predaja pač novico od tam, kjer se je zgodila, do tistega, ki mora to nekako skonzumirati, prebaviti. In v tem velja po mojem to, da se tudi medij sam prilagaja situaciji. To je bilo recimo pač pri nam na radiju, na Študentu, je bila ta stvar pri sprejemanju zakona o obrambi leta 2015 jeseni. Torej pač nam je na neki točki ratalo jasno, da je to popolnoma preuranjen ukrep in smo se odločili iz tega ven narediti kampanjo referendumsko proti temu zakonu, ker se nam je zdelo, da pač smo zbrali recimo v roku enega tedna, ker je pač ta
zelo kratko omejeno, ne vem zakaj. Možnost te intervencije smo v bistvu uspeli zbrati mnenja tako policistov, kot vojakov, kot upokojenih sodelavcev varnostnih aparatov, kot sociologov, filozofov in tako naprej. Skratka, eno množico ljudi, ki so vsi, vsak na svoj način, seveda participirali pri tem, da rečejo, zakaj se jim zdi ta ukrep napačen, prehiter, s premalo varovalkami in tako naprej. Ne. In se mi zdi, da v tem se mi zdi, da bi mogli tudi te torej, tradicionalnejši mediji ne, prevzeti neko ta moment, da pač to, kar ste rekli, ne, torej, kaj pa po teh 3 dneh, ne, da torej ne moreš tega delati vsak dan, ampak obstajajo pa določene stvari, kjer novinarski kolektiv reče, lejte, to se zdaj nam zdi pomembno, ne vemo, kako razviti to zgodbo naprej, narediš pač iz te zgodbe neko novo zadevo, ki bo to poganjala. Meni se je zdelo, kolikor se mi iz mojih osebnih političnih prepričanj zdi sklicevanje na zakon dostikrat neumno, sploh pa pač referendumski procesi soodločanja imajo zame tudi marsikatere pomanjkljivosti, ampak to, kako je takrat, ko je vse skupaj izgledalo jeseni 2015, da sam dere, torej čez Slovenijo, ne, smo mi vsem za en teden uspeli ustaviti to debato in takrat je en teden bilo vsaj malo časa za razmislek. In mislim, da je marsikdo bil v tistem trenutku, se ga je uspel prepričati v to, da to je mogoče smiselno, ampak ne čist na tak način ali pa neki. Ne. In to se mi zdi pomembno, da če hočeš ti kot nek medij preživeti, moraš iskati načine delovanja, ja, ki bojo določene teme, ki se ti kot kolektivu, ki se nam zdi pomembne, da bojo to naredili. Bi pa sam še tukaj dodal to, da na radiju bolj kot o novinarski svobodi govorimo o novinarski odgovornosti, ker pač pokrivamo brdo enih stvari, ki jih drugi mediji ne, in je zelo pomembno to vsem, torej pač vsako leto dobimo tam nekje cirka 50 vajencev, ki s časoma postanejo sodelavci, da od začetka govorimo, torej na vam je, da se odločite vsakič znova, komu dati besedo. In ker pokrivamo obskurne teme, komuniciramo z obskurnimi ljudmi, ampak tudi znotraj tega pač moraš presoditi, kaj bo nekdo povedal, a je smiselno dati nekomu besedo, a je smiselno publicirati neko mnenje ponovno, ne, ali ima pač smisel, ne vem, pač postaviti neko čist drugo zadevo in pač ne iti na ta pro et kontra, čeprav pač vemo, kaj se bo zgodilo in kaj bojo argumenti ene in druge strani. No, sam tok se mi zdi, da ta koncept medijske odgovornosti, torej da bi iz tega, ja, ok, 3 dni je zdaj neko sranje in tako, kaj pa iz tega izhaja, kaj pač rečemo, da bomo nekoga, pač ne bo več v našemu časopisu ta človek nastopil in je pika stop. Ne. To recimo, pri nam je več debat na to temo, recimo pri glasbi Riblje čorbe se na radiju ne vrti več zaradi pač situacij, kakršne so bile v začetku 90-ih v Srbiji. Ne? In tako naprej. Pač so neke stvari, ki imajo dolgotrajnejše konsekvence zaradi tega, ker smo se odločili, da pač nam neke stvari enostavno ne grejo več čez. Okay. Še kakšno vprašanje? Ja? Ja. Lep pozdrav vsem, zelo zanimivo je bilo tole poslušati, sploh ker se mi zdi, da manjka v slovenskem prostoru, pa govorim čisto generalno, več te dialoškosti in out of the box razmišljanja. Tako da, čeprav se v nekaterih točkah ne strinjam z vami o tem, kar ste govorili, ampak s tem tudi svojo prvo tezo dajem na mizo. Ne. To je pomembno. Ne. Jaz sem prej na Twitter, po dolgem času sem, mislim, da po 2 letih prvič napisal nekaj na Twitter, sem napisal, da iščemo nove odgovore na stare vprašanja, čeprav so tudi vprašanja nova. Ne? In včasih se mi zdi, da je ravno problem v tem, da poskušamo star okvir uporabiti za kanaliziranje teh novih odgovorov, pa to vedno ni možno. Ne? In zato se mi zdi, Arne, ti si zelo dobro postavil to na glavo, moramo iti čez ta okvir. In kot primer, recimo, ko govorimo o participaciji ali pa iskanju nekih odgovorov, se mi zdi izhodišče že od moderatorja odlično. Ne? Zdaj smo imeli, zadnje tedne poslušamo veliko o sovražnem govoru. Ne? Kaj smo spet naredili okrog te debate? Naredila se je premica, skrajno
ena stran, skrajno druga stran, ne? In vse se reducira na neko pravo, kako bomo regulirali nek diskurs, ne? Pravo. Jaz ne vem, imamo mi ta štokholmski sindrom, zaradi tega, ker smo imeli nek specifičen sistem v preteklosti, to je kot da bi zapornik rekel, veste, te lisice niso več učinkovite, dajmo si vsi prisilno jopiče, pol bomo lažje. Torej, jaz državljan, ona državljanka kriči, dajte nam regulirati naša življenja, ne? Morda bi morali razmišljati, tako kot si ti rekel, o kulturnem podstatu, ne? Torej o neformalnih sankcijah, o neformalnem okolju, ki bo nadomestil totalitarnost, ne? Jaz si ne želim živeti v hiperregulirani državi. Jaz želim imeti svobodo, tudi da rečem, gled, tvoja brada mi ni všeč. Sej, odgovarjam za to, ne? Če te bom užalil, bom verjetno, če bomo imeli ta kulturni prostor dovolj razvit, me bo izključil, ne bo več hotel biti noben prijatelj z mano in tako naprej, ne? In zato jaz pravim, da je treba odpirati te prostore. In tudi, veste, s tabo se strinjam, ne? Te totalitarne vzorce mi pomagamo ohranjati. Recimo, pogledajte primer participacije, ne? Se spomnite, v 90-ih letih v evropskem prostoru demokratični deficit, ne? Kaj je bilo v ozadju? Želja, da bi mladi imeli svoj glas? Ne. Elita se je ustrašila izgube njihove legitimnosti. In je bilo ogromno denarja in kampanj namenjeno participaciji, ampak točno specifični. Pejte na volitve, bodite dobri državljani, ne? Ko so pa mulci šli na ulico, to je zame višja oblika participacije, kot samo anonimno iti na volišče, ne? A ne, to pa škodi družbenemu razvoju, ne? Torej, to so te dileme, ne, o katerih se mi zdi, da v Slovenijo ali pa tudi v širšem evropskem prostoru premalo debatiramo in še enkrat hvala, da imamo vse nekaj tistih volkov, ki to vpijo, več jih bo, bož bo tudi za nas, ki smo bolj pasivni od vas. Ti si hotela še eno vprašanje, a ne? A ta je čist, ne dela mikrofon. Ja, jaz sem hotela v bistvu samo malo vrniti še fokus na socialne medije oziroma spletne medije, prek katerih bo tudi ta kampanja potekala. In sicer me zanima, kako vi vidite, recimo smo videli v zadnjem času, da pač preko socialnih medijev pridejo veliko fake newsa brez uredniškega sita, tudi veliko sovražnega govora skozi in kakšne so v bistvu realne možnosti tovrstnih kampanj, kar je namen v osnovi, ne, ideja, da bi se ta zgodba obrnila v bolj pozitivno zgodbo, v bolj vključujočo prek prikazovanja nekih dobrih praks, dobrih primerov, ki izhajajo sicer iz lokalnih ravni, iz realnih izkušenj, ampak vseeno kako pač v teh socialnih medijih, v tem v bistvu kaosu, ker pač ni uredniškega sita in tudi kakšen je sam možen doseg mogoče preko teh okvirov oziroma bablov, v katerih smo, kar bomo itak dosegali in kako gre lahko pa to mogoče širše mogoče na to. Ja. Aha, a si to kdo, mislim, si bomo zapomnili vsa vprašanja? Zdravo. Zdaj, dve ravni debate sta se razvili, ki jih jaz ne znam čisto dobro združiti. Ena je ta totalitaristična država, ki pravzaprav kaluplja, ne? Na drugi strani je pa pravzaprav želja potem, da nam država nudi sistemske rešitve, ki veljajo za vse. Zdaj, kako je eno z drugim združljivo? A hočemo državo ali nočemo? Mislim, oziroma, kako se te dve ravni sploh lahko poklopta za tega, da pač imamo neki zid, ki je pravzaprav dober za družbo. Pa vprašanje glede te razlikovanja med lokalnimi skupnostmi pa državo. Meni je bilo zelo všeč ta koncept, pač, da je neka lokalna skupnost, občina, neka realna, otipljiva recimo stvar, dočim država je bolj imaginarna, ne? In tudi vprašanje potem identitete. S čimer se mislim, predvsem to vprašanje identitete države oziroma neko posiljevanje identitete, ki je sporno lahko ali pa ne, pač skratka, pač namišljeno. Ampak zakaj pravzaprav se na lokalni ravni pa na ravni občin
ne pride do istega pojava kot na ravni držav. Vse to je tudi mislim, je bolj realna, ne? Ampak se pravi, da pač je lahko realna samo, če imaš, ne vem, 8 družin ali pač neka meja obstaja, ko je zadeva še realna. Ne? To, kar pa mi danes poznamo, pa precej širše, in mesta, in tudi občine. Zakaj pravzaprav potem ne prihaja do istega pojava, oziroma tega otheringa, ne? Kot prihaja pri državah? Zakaj so lokalne skupnosti lahko tiste, ki ponujajo boljše rešitve kot neka imaginarna država? Mislim, kje se konča pa začne, no? Ja. Hvala lepa. Ima kdo že kakšen odgovor na... Ja. Kar se tiče prvega, ne, jaz mislim, da tukaj je odgovor v zelo pač grozno v marketinških knjigah. To je orodje, ki ga pač je zdizajnala kapitalistična korporacija. Tisto, kar vejo agencije, je ziher prav za doseganje čim večjega dosega. Tu ne da se nič novega zmisliti. I'm terribly sorry, Facebook dela tako dela. Kar se tiče pa neke osebne odgovornosti, pa jaz sveto verjamem, da je treba quitniti to. Morate pač, ne boste, vem, zdaj že polno leto obrnilo, jaz sem uspel v celem letu 3 ljudi nagovoriti, da naj zginejo z Facebooka in podobnih storitev. Jaz mislim, da je osebna odgovornost etična, da obstaja etični imperativ, ki reče leta 2018 proizvajate etično škodo zase, za svojo državo in za svet, s tem, da še naprej participirate v sistemu Facebooka, Instagrama in podobnih neumnosti. Ampak to ni praktičen odgovor. No? Praktičen odgovor je, vprašajte agencijo, mislim, Domen vam lahko našteje ful enih praktičnih stvari, ki se jih da držati, in tukaj pač ni nič za narediti. Sovražni govor bo tam, ko bo, uredniška odgovornost leži v rokah Facebooka, zmogli bomo toliko, kot nam bo Facebook dovolil, da lahko menedžiramo te stvari, da se jih prijavljati, ampak je pa situacija grozna, do te mere, da Facebook nima kontrole nad lastnimi algoritmi. Jaz imam pač to srečo ali pa nesrečo, imam eno kolegico, ki pač živi v Angliji, v Londonu, in je pač uporabnica Facebooka in vse, in je bila noseča in rodila se je mrtva deklica. In ona dva s fantom sta sicer pač prej pričakovala, oziroma z možem, pričakovala otroka javno na Facebooku in zdaj še naprej javno žalujeta, ker sta se odločila, da tako želita to narediti, ampak ona še naprej dobiva oglase za otroke, za zibke, za vozičke, za podobne neumnosti. Potem, ko je šla v Facebookove nastavitve, kjer lahko ti dejansko odkljukaš, jaz nočem nobenih stvari povezanih z otroci. Ko je ona to izklopila, je še vedno Facebookov algoritem to delal in to prikazoval. In to ni zdaj neka anekdota, situacija je prišla do te mere, da je šla Ana na BBC, kjer je pač to javno povedala, po čemer je dobila klic od šefice Facebooka za Evropo, ki je pač povedala, sorry, mi bomo to probali popraviti. Ampak dejstvo je tu, da pač tudi kakršnakoli regulacija tega ta trenutek ne dela, ker ali Facebook laže s temi checkboxi, ali pa imajo tako nesposobne developerje, da tudi ko izklopiš stvari za otroke, si ti še vedno prikazujejo. Either way, tudi če mi speljamo kak zakon skozi, tehnološko jaz ne verjamem, da je to Facebook sposoben ta trenutek speljati. Kar se tiče pa teh država super, država slaba, jaz sem ful hvaležen za policijo, pa še vedno bom vedno faktiče kazal policiji. Jaz mislim, da ta neka kontradiktornost obstoja, da je vedno prisotna. Vsi mi smo po malem kriminalci, vsakdo od vas je že kdaj prevozil rdečo, šel čez cesto tam, kjer ni prehoda, in v tem trenutku ste pač bili antitotalitaristi, kjer če bi prišel policaj in bi vas kaznil tisti trenutek, zato ker ste šli čez cesto, kjer ni bilo avta, ni pa bilo tudi prehoda, bi bili ful jezni in bi rekli fuck the police. Ne? Na drug način je pa treba priznati pač neko funkcijo tega, da ljudje se vozijo veliko bolj civilizirano po cesti zaradi tega, ker obstajajo miličniki, ki to kontrolirajo. Tako da jaz mislim, da ta kontradiktornost je inherentna v vseh pač nekih družbenih odnosih. Ne? Tudi svojo familijo imaš rad in sovražiš hkrati. Ne? Torej, fajn ti iti za božič domov, pa hkrati veš, da o moj bog, kako so ti ljudje grozni, pa kako ti bodo šli na živce, in to se mi zdi, da je treba vzeti za res. Torej se zavedati tega, da nikoli ne bo naš odnos z državo enostranski ali pa enostaven, in mogoče je to tudi odgovor na drugo vprašanje, ne? Kje je meja? Ni meje. Dajmo jo nehati iskati, zavejmo se te neke meglenosti človeškega obstoja, kompleksnosti tega, ne vem, mi smo se radi zafrkavali, da nobena psihoza
družba je preveč kompleksna, da bi jo pojasnila ena sama psihoza. Torej, kadarkoli je kakršnakoli razlaga zaključena, je to najboljši pokazatelj tega, da je napačna. In tudi z mejami je tako. Ja, to se mi zdi super, pač ni binarnih zadev, to absolutno ne. Živa, mogoče tebi najprej da odgovorim, kar se tiče tega hate speecha in spletnih medijev. Ne vem, obstaja nek forum, ki se imenuje Kurja Lojtra, to je zbirališče rejcev perutnine pasemske širom Slovenije. Poglejte ta forum, ljudje bi si radi zaplinili kokoši, ubili drugega, ne vem kaj vse delali z mamami od kolegov rejcev pasemske perutnine. Skratka, hate speech ni omejen samo na marginalizirane skupine, ampak tudi ljudje, ki imajo zelo sorodne interese v prostem času, bi se najrajš poklali med sabo, kljub temu, da so verjetno tudi, ne vem, skupaj v Štajerski vardi ali pa neki. In se mi zdi, da je ena izmed stvari, ki jo tukaj delamo, je pač torej te, bi rekel, bolj kulturne skupnosti in kulturne manjšine, ki so seveda bolj občutljive na sovražni govor in so ga deležne vsaj javno bistveno več, da je absolutno to treba obsoditi, ampak vsem to pogledati pač v neki širši sliki, ki pa je ta, da pač ljudje so res agresivni in nestrpni en do drugega na splošno, da pač živimo v precej negotovih časih in da pač se ne vem, neki kodeksi obnašanja pač spreminjajo, ali pa se ne, pa so skozi bili isti, pa je zdaj to samo bolj pregledno, pa imaš malo več tega arhiva. Drugače, kar se tiče pa te države in tega, ja, pač jaz se strinjam s tem, da kar si rekel, pač odnos je seveda pač dvojen, zdi se mi pa to, da ne vem, mi smo prišli pač v neko to fazo, kjer si ti blazno razkoreninjen, a ne, če pač bereš Luisa Adamiča, on ful dobro v več svojih delih govori o tej ameriški nervozi, v tej anksioznosti, ki jo imajo ljudje, ki potujejo skozi, ki se selijo, ki delajo 200 različnih poklicev v svojem življenju in je ful lepo brati 100 let staro zadevo, ki ti govori o tem, kako se ti danes počutiš. In se mi zdi, da pač to, da ti nisi več osrediščen, da nimaš več neke skupnosti, znotraj katere deluješ, recimo en lep primer tega je po mojem to, da zakaj se v Sloveniji subvencionira prevoz na delovno mesto, ne pa stanovanja. Če nekdo se vozi iz Celja v Ljubljano, pač v bistvu pride konec meseca cenej, da pač imaš ti flat v Ljubljani. In si del neke skupnosti in nisi sam vozač, ki pol časa preživiš na... Mislim, to so popolnoma nelogične stvari, ne? In se mi zdi, da ravno s takimi nekimi, ne vem, pač najdeti si je treba neke krožke, znotraj katerih pač se človek počuti bolj opolnomočenega in del neke sredine, skozi katero lahko začne delovati. Zdi se mi, da je ful napačno to, da se v vseh teh kampanjah za neko odgovornost in participacijo se res preveč naslavlja participacija posameznikov, ker se s tem pač sam dodatno individualizira pač agende, poglede in tako naprej, pač kot skupnosti se moraš odločati za nekaj. No. In to so pač šolski razredi, to so pač ljudje na delovnem mestu, participacija skozi sindikalno organiziranje, karkoli, ali pa četrtne skupnosti, ne lih te v Rožni dolini, ker te so res zelo buži, ampak karkoli drugega pa, no. Ja, če začnemo pri Facebooku ali kateremkoli drugem, pa Facebook mogoče najboljši primer. Tukaj zdaj razpravljamo o tem, kako najbolj učinkovito znotraj enega omrežja, ki ni pod našim nadzorom, kakršenkoli smislu, lansirati naše vsebine. Mislim, se pogovarjamo to, kako je vprašanje o tem, kako dobro je naše sporočilo in kako dobre so naše vsebine. Stvar je potem, da dejansko gre za vprašanje, kdo ima večji ekonomski interes oziroma večjo ekonomsko moč tukaj. Pač, mi se proti fake news ne moremo boriti z dobrimi kampanjami za 100 evrov, pač ne glede na to, kako dobre so, če lahko nekdo v svojo kampanjo vloži 1 milijon in mi tega v bistvu ne vemo, zaradi tega, ker ni transparentno, pač na kak način se ta sporočila, ki se na Facebooku pojavljajo, sploh financirajo. In mislim, v mnogih primerih tudi ne vemo, od kod so bila pravzaprav lansirana in kdo jih lansira. Ob tem, mislim, če se sploh spomnimo, potem še škandala Cambridge Analytica in ostalo, kjer mislim, pač tu notri je v bistvu ta cel sistem je vpetih kup zlorab, ki so do določene mere posledica tega, kako se uporabniki
obnaša znotraj tega mreža, še večje mere pa je popolna dereguliranost tega prostora, ker je v bistvu vprašanje kapitala in pa na drugi strani to, kar si ti omenil, pač tehnološke nedovršenosti sistema v bistvu ustvarilo ta odlično okolje za širjenje sovražnega govora, naprimer, oziroma potvorjenih informacij, novic. Tako da vprašanje je res, ali lahko z majhnimi akcijami to zadevo na kakršenkoli način povsem vsebinsko reguliramo, ali v bistvu bi bila rešitev to, kar je predlagal Filip, pač, da bi morali v nekem trenutku protestno vsi stopiti iz tega. Mogoče bolj kot posamezniki, kot organizacije, zaradi tega, ker kot organizacije mi v bistvu vsi sofinanciramo sistem. Pač nihče izmed nas ne obstaja na Facebooku bolj ali manj na način, da bi zastonj objavljal vsebine, da dosežemo nek doseg, vsi plačujemo in v bistvu zdržujemo na ta način tudi pač celoten mehanizem. To je ena zadeva. Druga pa, kar se tiče pač tega, a je država, a je lokalno, a je identiteta posameznika, identiteta skupnosti, jaz ne bi idealizirala nobene rešitve, nobenega nivoja, hkrati pa mislim, da je treba, ta binarnost je na eni strani tudi to, da noben sistem, nobena rešitev nikoli ne bo popolna, hkrati pa to ne pomeni, da moramo zapaziti v popolnem negativizmu, v smislu nič se ne da narediti. Mislim, ta dvojnost človeka, ki mora hkrati misliti o apokaliptično katastrofo in še vedno pozitivno delovati v vsakdanjem življenju. In naprimer, jaz nikakor ne bi šla v rešitvi, ker bi rekla, država je slaba per se, ničesar sistemskega nočemo, naj lokalne skupnosti prevzamejo vodenje vseh teh ukrepov in politik in rešitev, ki so pač na globalni ravni najbolj pomembne. A je to za vprašanje zaščite revnih ali pomoči starejšim ali globalnega segrevanja, zakaj ne? Zaradi tega, ker po drugi strani kljub temu potencialnemu večjemu participatornemu naboju, ki ga lahko nudi lokalna skupnost, je, če pogledamo na primer stališče korupcije, največ korupcije prav lokalnih skupnosti. Tako da zdaj pač, naprimer potem, v bistvu, največ primerov zlorabe, porabe javnih sredstev in resursov na koncu ne najdeš na državni ravni, kjer seveda, če se zgodijo v veliko večjih proporcijah in predvsem financah, ampak če pa pogledaš število primerov, kolikokrat je mogoče zlorabiti svoj položaj ali pa sredstva, ki so majhna, pa pač je na lokalni ravni teh primerov največ. Tako da z tega stališča bi jaz bila pazljiva pri idealiziranju kateregakoli nivoja. Najprej en one-liner joke, ampak na lokalnem nivoju je v redu, ker to so vsi pač znotraj iste familije. To. Mogoče, če tle nadaljujem, jaz bi, malo sem v svojih, ko sem gledal recimo določene sisteme ali pa ko sem pač, ne bom rekel živel, ali pa ko sem obiskal neke določene sisteme v drugih državah, pa govorim recimo, primerjam recimo, da Ameriko, Evropo in Balkan. Ful dobra geografija, sem v bistvu opazil, oziroma je bilo zmeri vprašanje, katera stvar, oziroma ko smo se pogovarjali o teh spreminjajočem se svetu, novih politikah, vakumu, vzponu in recimo, da rečemo, neofašizma in neonacizma in ostalih slabih stvari, je bilo zmeri vprašanje, oziroma smo se zmeri zataknili, kje so zdaj te rdeče zastave oziroma neke sirene, ki bodo napovedale, da je konec sveta in da prosim premaknite se v bunker pod šolo in počakajte, da mine. In meni je v bistvu bila ena zadeva zmeri zelo blizu, oziroma sem jo zmeri na koncu, sem jo zmeri izpostavil, pa so mi vsi rekli, pa sem videl pač iz reakcij sogovornikov, da te zadeve, da ta zadeva enostavno ni dovolj seksi. In to je sistemsko ali pa odpovedovanje sistemskih funkcij v določenem družbenem državnem sistemu. Se pravi, to, da imamo danes ob 12 ali ob enih, a je že konc, unih 5 ljudi pred parlamentom proti Marakešu, to je okej, vsaj in my book. To, da imamo, na Twitterju oziroma na Facebooku ljudi, ki hočejo, da bi jaz umrl, oziroma da bi se ali ubil, ali da bi me nekdo ubil, ali da bi oni mene ubili, kolikor je to grozen, to je okej.
To, da imamo, ne vem, to, da imamo ljudi, ki recimo, ne vem, protestirajo ali pa demonstrirajo proti, da rečem temu, lastnim pravicam oziroma zahtevajo od države, da jim odvzame pač pravice lastnim državljanom, ne, kolikor se to bi danes sliši, to je okej. Problem je, ko enkrat te zadeve oziroma ko enkrat ta, da rečem, strup oziroma ta črna voda pride dejansko do sistemskih funkcij oziroma pride do inštitucij oziroma v inštitucije. Ne? Če gledate recimo Balkan, če gledate recimo, ne vem, Hrvaško, Bosno, Srbijo, Slovenijo, razlike v kilometrih so minimalne, razlike v sistemskem razmišljanju oziroma v tem, na kakšen način se recimo podobnih problemov, kot je pri nas, lotevajo na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni, pa lahko pač tudi kdo iz občinstva, ki pove na to temo, ampak meni se zdi, da je ena od ključnih razlik ravno to sistemsko priznavanje oziroma priznavanje tega, da je sistem odgovoren za neke te primarne funkcije oziroma za vzdrževanje primarnih funkcij. Ker ko enkrat tega ni, ko gremo enkrat dejansko mogoče v nek, pa bom rekel, totalni anarhizem oziroma rečemo, zdaj je pa župan, predsednik in ne vem vse, ali pa mogoče še znotraj določenega mesta, da je nek predstavnik četrtne skupnosti, da rečem kralj une četrte skupnosti, takrat jaz spakiram in grem v, ne vem, Kočevski gozd kamperat. Zaradi tega, ker je problem, problem, ki si ga noben, pa ne upa reči, ampak problem, ki ga vsi priznavamo, da se zaenkrat še dosti v redu rešuje, ravno to, da vsaj veš, koga poklicati oziroma kam se obrniti za referenco o neki rešitvi določenega problema. Ko te reference ni, ko ti dejansko ugotoviš, da pač zdaj pa ali jaz nekaj naredim, ali bo pa pač konc vsega, ne, nočem se zbuditi enkrat v neko jutro, ko bo dejansko tako, da si bom mogel dati čelado na glavo in spakirati ruzak in reči, ok, zdaj imam pa 50% šanse, da preživim do večerje. Nočem živeti v takem sistemu, je pa, kot je Filip in Arne, kot sta lepo rekla, pa seveda nočem živeti v sistemu, ki me bo fingerprintal na vsakem koraku, ki bo imel za vsako mojo aktivnost bazo, kjer me bo hladilnik obveščal, da danes pa nisem popil toliko mleka kot včeraj in pokličejo zdravnika ali obvestijo službo, da danes me ne bo, nekaj takega. Ampak in to pridemo do novega odgovora oziroma odgovora na drugo vprašanje. Mi smo preveč zapeli v te ekstreme oziroma preveč smo na eni strani zapeli v vse gliharstvo, se pravi, da to je vse na isti ravni, da pač naša družba temelji in na ljudeh, ki hočejo, ne vem, ubiti vse une, ki so na ič, in tiste, ki pomagajo beguncem, da si pač ustvarijo oziroma da, ko bežijo pred nevzdržnimi razmerami, da si pač ustvarijo oziroma da jim pomagamo, pa pustimo ob temu, da smo za te nevzdržne razmere so krivi pač vsi v tej sobi oziroma zahodni svet in te zadeve, da vmes ni pa nič, da to sta dva ekstrema, in zdaj pa zber, ali boš vaniljo ali boš čokolado, vmes ni nobenih tutti frutija. In je velikrat problem zaradi tega, ker je to seveda lažje, seveda bolj enostavno, seveda je ali boš kofe ali pa ne boš kofeta, ampak je problem v tem, da nam v tem zmanjka potem in, prej smo rekli, outside of the box razmišljanja in neke kreativne svobode pri iskanju nekih poti in svobode pri interpretiranju, ker vse reduciramo pač na, ali je čokolada ali pa vanilija. In to se mi zdi mogoče narobe zaradi tega, ker potem to učimo oziroma to pač prenašamo tudi na naše, zdaj sem mogoče že toliko star, da rečem, zanamce oziroma za te mlajše generacije, ki so velikrat soočene z dejstvom, ok, to so zdaj podatkovne zbirke, ki jih moraš znati do konca osnovne šole, to so podatkovne zbirke, ki jih moraš znati do konca srednje šole in to so podatkovne, ki jih moraš znati na faksu. Relacije, če ti bo rad ali kakšno relacijo vzpostaviti ala ti vera, to je ful dobro, mi imamo to ful radi, ampak mi tega ne bomo ful spodbujali, ker ni časa, ker ni denarja, ker je to v bistvu na dolgi rok, ker te morajo še za Mercedes kondišnati več generacij, mi tle zdaj ne bomo to preveč komplicirali, te podatke pa hopefully boš sam ti nek nevron se bo nekam zaletel.
In je velikrat na koncu problem, ne da imamo ljudi, ki ne razumejo podstata ali pa ne razumejo pač nekih elementov, ampak ne razumejo povezav med temi elementi. In to vem, da je potem uno klasično, ja, treba jih je, da bodo široko misleči pa razgledani, pa ne vem kaj, ne. Mislim, lahko si malo manj razgledan, ne, lahko pojma nimaš o tem, kako, ne vem, ne, ko imajo potem, ja, pa moraš videti, kako v drugih državah živijo, pa ne vem kaj, ne. Mogoče to ni toliko pomembno, kolikor je pomembno, da štekaš, kako ljudje v lastni državi živijo, kako pač lastna država funkcionira in kakšna je tvoja vloga in naloga znotraj lastne države. Pa ne sam, tako kot je prej kolega rekel, ne, terati na volitve in glasovati in participirati v tej, da rečem, visoki politiki, ampak čist na nivoju nekih nižjih ali pa manjših skupnosti, razreda tega četrtne skupnosti, fuzbal igrišča, vrtca in tako naprej. Je pa res, ne, in tle sem se pa recimo tudi ujel, ker sta prej rekla, ne, da se res ne znamo pogovarjati oziroma da je res problem ravno zaradi te družbe, individualizma, social media, vsak zase oziroma vsake drugemu človeku profil, ne, da je v tem, da je res velikrat lažje, ne, pa zdaj mogoče spet naši prijatelji iz policije, ki jih imam rad in so super in so hkrati grozni oziroma je to spet nek love-hate relationship, ampak meni redko kdaj pride na pamet, da bi se recimo, pa da rečem sosedi, kar je zelo bizarno, sosedi, ne, ki ne vem, sred tedna v stolpnici oziroma v bloku 10 stanovanj prirejajo žurke in bruhajo čez štenge oziroma po stopnišču in pred hišo in ne vem kaj vse, ne, da bi se z njimi pogovarjal kot sosedi. Pa to je una samokritika, ne, jaz kot blazni ta spodbujevalec dialoga in tega ne, jaz v velikih, oziroma se znajdem v primerih, ko rečem, to ne oni zrihtajo, pač jaz bom zdaj sam poklical, pa unim bom povedal, da so na poti, pa da ne gledajo čez okno, da ne jih spustijo noter, ker itak so prišli po njih oziroma so prišli k nam, pa ne se zmenijo pač med sabo. Ne, in se strinjam in sem se zdaj ujel v to razmišljanje, da je fakt, ne, da to je res, ne, da zakaj pa ne, mislim, zakaj se pa ne bi pogovarjali oziroma zakaj pa ne bi probali zadeve preventivno oziroma prej začeti graditi ali pa se pogovarjati o zadevah v to smer, da mogoče takrat, ko pride do situacije, ko imaš žur in bruhaš čez stopnišče, ne, da bi takrat v bistvu malo pomislil tudi ti na ta kolektiv okrog sebe, ne, da ta senzibiliziranost do drugih in do tega, ne, zdaj okej, letos je zima bolj mila, ne, drugače bi imeli problem gajbičarstva in tega, da skidam samo svoj parkplac in nobenega drugega, ne, in je to potem vojna za gajbice, ne, da v bistvu da rečeš, ja, pa dajmo se zorganizirati, pa skidamo ta, ne, parkplac, ki ga vsi uporabljamo skozi, ne, in pač imamo enkrat udarniško akcijo in je zadeva rešena, ne. Tako da glede social media pa tega pa imam pa zelo tak idiotski, pa se mi zdi, da bi zelo učinkoval odgovor, treba je sam dovolj veliko palco najdeti in jih mlatiti toliko cajta, dokler ne bodo tega zrihtali. Jaz ne vidim, o tem se lahko pogovarjamo na eni drugi okrogli mizi, hashtag samoregulacija je mit, ne glede na to, a gledaš banke, a gledaš novinarje, a gledaš tehnološki sektor, pač samoregulacija je po mojem mnenju laž, ki jo industrija prodaja politiki, zato da se ta ne bi z njo ukvarjala, ker kao mi smo dosti pametni, da bomo to sami zrihtali in tukaj je samo vprašanje ali leska ali bukov in pač kondicija tega, ki drži to palco v rok, drugega me sploh ne zanima, ker smo šli že čez toliko enih zadev, pa čez toliko enih nekih, ne, Cambridge Analytica oziroma nekih digitalnih titanikov, da zdaj mi je pa res nenavadno, no, da pač zmeri leta 2018 ugotavljajo, pa te ljudje so čist neodgovorni, pa te ljudje pojma nimajo, pa ne, nekaj drugega moramo probati. Tako, mislim, da smo odgovorili na vse. Pokimejte za kamero, da bo za zapisnik. Zdaj dajmo si vmes, oziroma najprej bi se zahvalil gosti in 3 gostom, da so sodelovali. Eno vprašanje, dobro.
Faila Pašić-Bišić, se že več ali manj z vsemi poznamo, biti je z 2 mehkima čejema, ruto na glavi, ki pomaga migrantom, multipla diskriminacija vsakodnevna. V bistvu, kaj smo se danes pogovarjali, ta suma sumarum, zaključek v celotne te debate je pozicija moči, ne. Na eni strani pozicija moči, ki ustvarja trpljenje, represija, in na drugi strani trpljenje, iz katerega se bo rodila neka nova moč. Jaz močno dvomim zdaj v neke kolektivne imaginacije o nekem boljšem, pravičnejšem svetu, predvidevam pa, da se bo to zgodilo na nekih individualnih ravneh oziroma individualnih zgodbah, ki se tudi nekako najbolj prodajajo. Zakaj prihaja do teh trenj, trka civilizacij, kot je nekdo omenil? Dejansko zato, ker ljudje so rahlo do pretežno zmedeni. Slovenci smo, oziroma ste, ne vem, če me boste vsi priznali za Slovenko, lahko zelo, zelo dualni in bipolarni, ne. Na eni strani se bomo tako močno in euforično in tako zelo utopično predstavljali kot zagovorniki človekovih pravic, ko pa je treba te človekove pravice implementirati na drugih in drugačnih, potem bomo prekršili vse tisto, kar smo dejansko izjavili. Skratka, koplja se zelo, zelo pogostokrat oziroma prepogostokrat lomijo na ženskih hrbtih. Ženska muslimanka je taka tema, ki nekako je postala zelo prisotna tudi v političnih krogih. Zahodni politiki naj se odločijo, bojo te ženske slačili ali jih bojo oblačili. Zato so to te igre, v katerih mi niti ne želimo sodelovati. Cena je previsoka, ne glede na to, da mi smo in strpno sobivamo tukaj že več stoletij. Dejansko to nepriznavanje in nenehno in vsakodnevno ponižavanje in odrivanje in stigmatiziranje, obenem getoiziranje in izoliranje vseh teh skupin, ki niso tako majhne, kot sem omenila na začetku, povzročajo določeno vrsto trpljenja. In iz tega trpljenja se bo rodila neka moč. Iz te moči se bo rodila neka revolucija. Ne vem, če si tega želimo, ampak moje neke prognoze so pač take, da bo se nekje na neki individualni ravni zgodil nek premik, ki bo civilizacijski, ki bo zgodovinski, ki bo res dejansko povzročil neko radikalno spremembo, ki je nujno potrebna. In ne nazadnje je potrebno tudi vso generacijo, ki prihaja za nami, vzgajati v tem duhu reakcije. Ne tako, da 3 dni bomo poslušali in iz tega ne bo se zgodilo nič, ampak odreagirati isti trenutek, kot se ta napad oziroma izriv tudi zgodi. Jaz sama osebno tako ravnam. Do leta 2015, ko ni bilo begunskega vala, nisem poznala niti enega policaja, niti enega kriminalista. Zdaj jih poznam vse, skoraj vse jih imamo v telefonskem imeniku in zelo, zelo dobro sodelujemo. Zdi se mi prav, da je ta reakcija oziroma da je potrebno odreagirati in s tem pokazati, da obstajajo ljudje, ki imajo pogum, ki imajo voljo, ki imajo celo nekaj časa, da odreagirajo, in da ne nazadnje so tu nove in nove generacije, ki so izobražene, ki poznajo zelo dobro mentaliteto enega in drugega naroda, imajo medkulturno ozadje, imajo socialne veščine in se znajo postaviti tako zase kot za kogarkoli drugega. Žal je to ena taka zahrbtna vojna, ki nekako pričakuje neke nove generale, če lahko tako karikiram. Napoleon je rekel, imam 10.000 vojakov in imam sebe, to je 100.000 vojakov. Tako da mislim, da ta vera v samega vase je lahko ključnega pomena. Jaz bom na tem mestu mogoče rekel samo še en stavek, potem pa hvala in v neformalno. Če ne boste general oziroma če ne boste vojak, bodite vsaj konj, ne, in pomagajte vojakom in generalom priti do nekega cilja v nekem doglednem času, da ne bo prej prišla ruska zima, da vidim, če mi rata to izpeljati do konca. Ker se velikrat, oziroma ker vedno znova opažamo, da po eni strani je ta družbena aktivacija nekaj, kar je prisotno vsem nam in ni to zadeva, ki se more 24/7, 356 dni dogajati, ampak je dosti, da si pač vsak izmed nas, in to ni zdaj nek marketinški pitch, čeprav bi tudi lahko bil, ne,
če imamo 7 minut za boljše trebušne mišice, ne, potem imamo 5 minut za boljšo družbo in se mi zdi, da bi, če bi vsak dan 5 minut delali za boljšo družbo, da bi bili 5 minut na dan prej tam, kot bomo zdaj. Preden Filip začne to dekonstruirati, hvala še enkrat gostom, hvala udeležencem, hvala mami in ostalim, ki nas spremljate prek interneta. To je bila okrogla miza projekta Young Together. Se vidimo ob naslednji kampanji. Hvala lepa.